In danes dejansko za podjetja, za to, da lahko uspejo, hodijo po kapital ven, prvenstveno v ZDA, v Veliko Britanijo, Ciper, zadnje čase tudi na Hrvaško. In v bistvu, kaj je vzrok vsega tega? Po vseh bolje razvitih državah po svetu obstajajo davčne olajšave ob investiranju, se pravi, ko vstopiš v naložbo in ko izstopiš iz naložbe. Stvar vsega tega je to, da dejansko privatne vlagatelje spodbujajo, da del denarja namenijo in razpršijo ne samo med eno vrsto investicij, recimo nepremičnine, ampak med različne portfeljske naložbe, med njimi tudi start-up podjetja. Vsled tega, zato s tem olajšavo, ki se kaže v višini investicije in ki je običajno na državni ravni določena, spodbudijo, da se doma ustanavljajo nova podjetja, nova delovna mesta in pa plačujejo novi davki. Pa če se navežem na študijo, ki jo je PVC delal nekaj let nazaj, na 1 milijon davčnih olajšav bi lahko podprli 30 podjetij in skreirali 170 dodatnih delovnih mest. To bi v proračun prineslo 3 milijone dodatnega denarja. Pa zdaj, če plastično povzamem, isti denar, ki ga vlagatelj vloži, bo 3-krat v proračun plačal neke vrste davek, zato ker ga vrti. In mi želimo, da se cirkulacija denarja dogaja doma.